Do tja je mogoče priti le še po zraku. Poskušali smo se prebiti v središče Črne na Koroškem. Grozno, no. Ni besed. Na Koroškem sanacija po 2 letih še zdaleč ni zaključena. Županja Črne na Koroškem, Romana Lesjak, ocenjuje, da so do danes uspeli obnoviti polovico. V regiji so razmeroma uspešno razrešili bivanjske stiske tistih, ki so izgubili streho nad glavo, čaka pa jih še veliko dela na infrastrukturi. Na Prevaljah podjetniki pravijo, da izgubljajo posle, ker začasnih mostov še niso nadomestili s stalnimi in predvsem ustreznimi. Veliko je bilo dobrega storjenega za ljudi, šepa pa strokovni nadzor. Pravijo in svarijo državo, naj sanacije ne odmika v oddaljeno prihodnost. Žana Vrtačnik. Ko so koroške prometnice postale jezera, ko je zalivalo in uničevalo domove, so imeli prebivalci iz pregovorno od centra države odrezane regije za odločevalce le eno prošnjo. Ob pogledu na središče Črne takrat in danes domačin ocenjuje, da so obljubo v pretežni meri držali. Ne bi se rad spuščal neko politiko. Vidim pa, da se je v kraju ogromno naredilo, teda nekako to že verjetno sovpada s tem. Čeprav na cilju še nismo, črnjanska županja danes ocenjuje. Menim, da je ta popoplavna obnova urejena do te mere, da lahko rečemo, da smo kolikor tolikor že varni pred potencialnimi novimi poplavami. Težave jim povzročata oddaljenost in pomankanje izvajalcev. Tudi nekatere državne instrumente so si predstavljali drugače, konkretno državno tehnično pisarno. Predstavljala sem si, da bo na enem mestu kompletna ekipa, tako pa z isto ekipo, kot smo imeli pred poplavami, dejansko 2 človeka, jaz pa strokovni sodelavec, delamo na tej popoplavni obnovi in je to dejansko kar težko slediš. Smo ob prometnici med Prevaljami in Mežico, za nami je Nužijev plaz, ki je še do meseca maja hromil cesto. Spodnji del je zdaj saniran, končne rešitve, kaj in kako z ogromnimi količinami materiala na vrhu plazu še ni. Iz česar izvira tudi strah tistih, ki živijo tik pod plazom. Prvo, ko bo prišel plaz, upam, da ne bo, gre moja bajta, mislim, s plazom vred v nič. Pravijo, da so obnovili vse. Ni res. Pri sosedu tudi travniki, živali, tudi težke kovine. Vse. Če bi videli izvid, se bi prijeli za glavo. Samoumevni v regiji še danes niso mostovi. Javnosti najbolj znani je Ambrožev most, ki ga je le v dnevu in pol z ekipo takrat postavil domači podjetnik. Je bilo 4 ali 6 ljudi, ki so celo noč, da so se stajali, zavarili pa naredili. Bregove rek so slovenska vojska, nemška civilna zaščita in pomoči iz drugih evropskih držav povezovali tudi v drugih občinah. Tega na Prevaljah naj bi z novim nadomestili šele drugo poletje, kar jezi ljudi in gospodarstvo. Tamkajšnji podjetnik pravi, da vseh tovorov čez ta most ne more prevažati. Mi smo kar nekaj poslov izgubili, predvsem zaradi teh zadev, ki so vezani na ta most, in pač če ni pogoje za to, tudi posle ne dobiš. Vse je narobe, od varnosti cestnega prometa do teh škarp, ko so narejene, ker so se dodatno delali, dodatno se je omejil pritok reke, da pričakujemo ob večjemu nalivu še več vode, ki bo šla čez to škarpo. Čez katero, pravijo nejevoljni domačini, pogledujejo ob prav vsakem dežju.